Mislim, pisma sem dobivala predvsem od vojakov. Takrat so fantje še imeli obvezno služenje. Mogoče ga bodo imeli spet. Ja. In vojaki so radi pisali, no. V glavnem so vojaki. Vse so tudi kakšne deklice pisale, ki so hotele kakšne avtograme pa to, ampak vojakov je bilo več. Več ali manj z Urško Majdič Umo. Ja, torej dobrodošli v oddaji Več ali manj. Zelo sem vesela, da gostim Anjo Rupel, ki je toliko, med drugim voditeljica radijska, tudi TV, ne? V bistvu Ja, tudi na televiziji sem delala, res je. In še vedno radijska voditeljica, pevka, nasplošno ikona, bom rekla, in toliko več. Kaj se pa ti najbolj, recimo, kako se vidiš? Glasbenica na prvem mestu, oziroma zdaj, če bi šla bolj podrobno, mama, partnerica, ne, ampak tega, kar počnem, je glasba na prvem mestu, na drugem pa že pravzaprav to, kar počnem na radiju, ki je tudi povezano z glasbo že nekaj let, glasbena urednica, pa tudi vse oddaje televizijske, ki sem jih delala, so povezane z glasbo, tako da glasba je na prvem mestu. To je tvoje srce, glasba. In seveda materinstvo in vse to se povezuje v tvojem življenju, vse skupaj, ne? Ja, pa jaz mislim, da je to normalno, da ne moreš zdaj to zelo strogo ločiti, veš, svoje privatno življenje pa svoje to neko, kako se temu reče, javno življenje. Sploh pri meni se to zelo povezuje zaradi tega, ker je pač tudi moj partner, Aleš Klinar, na nek način javna oseba, glasbenik, tako da, ja. Ja, pri vama se mi zdi, da je sploh težko ločiti zasebno pa to biznis življenje ali kakorkoli. Ja, čeprav sva že toliko let v tem, da kar nekako znava ločiti. No. Ja. Profija, znata. Profija, seveda. No, Anja, tudi meni sicer ljubši občasno daljši format, kjer lahko marsikaj povemo, ampak na Ekspresu imamo več ali manj format, kjer povemo več v manj. Ok, v redu. Tako, kakšna hitra kava. Mimo grede imaš rada kavo? Rada imam kavo. Kratko, dolgo, kakšno tam me zanima? Belo, tako malo bolj... Belo pa sladka mora biti. Ja, sladka mora biti obvezno. Čeprav je tako, včasih, ko sem kadila, sem sploh veliko kave spila. Zdaj spijem mogoče eno na dan. Pride tudi kakšen dan, ko ne spijem kave. A pa si tak človek, da zjutraj rabiš kavo, da se zbudiš? Ne. Ne? Ne. Zjutraj rabim kakšen kozarc vode. Aha, to je to. Da prijem malo k sebi, ja. No, evo. Kavo šele pol pijem. Kavo pijem, po mojem, 2 ure potem, ko se zbudim. Aha, zanimivo, ker vedno se mi zdela taka zelo nakulirana, bom rekla, taka umirjena, ampak energična. To je taka zelo zanimiva lastnost. Ja, ne, jaz sem zelo, mislim, če je treba, sem energična, pa na odru sem energična, drugače tako privatno sem pa kar bolj na počas. Aha, no, zanimivo. Torej, greva skoncentrirano, kar pa tudi pomeni, da se treba mogoče včasih malo bolj potruditi, preiti do bistva, ne? Zato bom kar skočila do bistva. 60-letna, ikona slovenske glasbe in glasu, še vedno boža z radijskih valov. Ne bomo razglabljali o starosti, ker to so le številke. Vse si povedala, ne, tako da... Kdor je bil pozoren, drugače. Ja. Jaz se ne da pri vseh Wikipedijah v tem. Ampak stvar je v tem, da moramo biti mogoče samo malo bolj pametni pri izbiri, kje trošimo energijo, ne? In denar pri naših letih. Ne? Bi se strinjala s tem? Mogoče smo malo manj, ne? Ko smo bili... Impulzivni. Ja, impulzivni. Ja, čeprav mene čas zanese, no, še vedno. Mislim, jaz sem še vedno impulzivna. Glede denarja, časa ali projektov? Ja, projektov, časa, denarja, vsega. No, videoseks, bogata solo kariera, potem materinstvo, zdaj pa nov komad Enigma. Ja. Na kaj od tega si najbolj ponosna? Mislim, zdaj bi bilo smešno, če bi rekla, da sem najbolj ponosna na svojo glasbeno kariero, ali da sem najbolj ponosna na svojo hčerko. Ja. da je pač odrasla v eno tako zelo fajn punco, da se oba sprašujeva, po kom je. Potem pa pravzaprav ne bi nič spremenila, če bi šla zdaj gledati nazaj na svoje življenje. Videoseks obdobje je bilo super, ker sem pač imela 16, 17, 18 let, valjda, da si takrat v temu, vse je tako super, vse je tako dober. Pa tudi fajn stvari smo naredili, pa tudi neka taka en temelj za pol, kasneje za solo kariero. Solo kariera, v bistvu sem bolj ponosna skoraj na solo kariero, zaradi tega, ker sem večino stvari vseeno morala sama delati.
Pri bendu si pač del benda, en dela to, drug dela to, tretji to, ko sem bila pa pol naenkrat sama, Aleš mi je, kar se tiče muzike, pomagal, ampak sem začela sama besedila delati, sama skrbeti za koncerte, za svojo neko podobo, iskati fotografe, najdeti ljudi, ki so mi nekako odgovarjali in tako naprej. No, to. Ja, na Enigmo sem pa tudi ponosna, zato ker se zdaj malo težje zbrcam, oziroma me Aleš malo težje zbrca, da sploh kaj naredim. In je rekel, da se mu zdi, ker na zadnji komad sem pred 2 leti dala ven, da pa res, pa dajmo zdaj nekaj narediti in tako je nastala Enigma. No, se v bistvu, moje vprašanje je bilo tudi nekako na to, ne? Kaj si najbolj ti? Zdaj si zelo lepo povedala, da vse to, kar je nastalo, a ne, se pravi, Enigma je na podlagi tega, kar si že do zdaj naredila, spoznala in tako, ne? Ja, vse v bistvu je to na nek način en tak logično nadaljevanje nekega mojega glasbenega izražanja, nekega mojega glasbenega okusa. Jaz pač imam rada pop muziko, rada imam disko, rada imam tako plesne zadeve. Dobro, tudi balade moram reči, da sem zelo fan. In ta komad je tak, plesen, tak se mi zdi zelo moj, no. Mislim, zelo prepoznaven, dobro, tudi zaradi barve glasu, ampak vseeno tudi ta nek stil je tak zelo tak moj. No. Kaj si želela povedati z Enigmo? Kaj sem želela povedati? V bistvu je Enigma štorija naju dveh z Alešom, en tak skoraj avtobiografski, ker so me dostikrat ljudje spraševali, kaj je ta skrivnost, da sva midva skupaj že 35 let ali koliko. In sem rekla, dobro, mislim, pač to je zdaj za nekoga neka enigma, da sva midva že toliko časa skupaj funkcionirava, sploh glede na to, da sva si res zelo različna in karakterno, tudi glasbeni okus imava malo različen. No. Tako da, ampak naj vseeno veže ta neka ljubezen, pa kaj svem, kaj zdaj, to je tudi malo enigma zame, ne. Ja, no, zanimivo, da v bistvu ostane do konca enigma, kako to, da sta... Ja, ampak je neka sinergija, ki vaju privlače, no, zelo lepo. A pa bi rekla, glede na to, da si rekla, da poslušaš različne zvrsti, ampak mi te poznamo tudi kot rockerico, ne? A bi rekla, da si bolj rockerica ali kakšne druge? V resnici, ja, jaz imam rada tudi rock glasbo, ne to, kad Aleš je res fan rocka. Jaz ko sem odraščala ob Beatlih, Abbi, popevkah, sploh italijanskih popevkah, ki jih je imela zelo rada moja mama in smo imeli ogromno teh plošč doma. Sem imela pa tudi plošča od Deep Purple, no, pa od Queenov, tako da je tudi malo tega rockerskega v meni, no. No, kaj pa si recimo daš, ko rabiš neki eno pesem, da te dvigne, da te motivira, da ti vlije pogum, mogoče? Ja, to pa ne bom rekla zdaj, da je glih rockerska, ne, ker je Gloria Gaynor I Will Survive. Se mi zdi taka motivacijska skladba. No, in zdaj grem v tej maniri na več ali manj. Kaj bo rekla Anja Rupel na tole? Več ali manj kot 60-krat. To številko sem povsem naključno izbrala. Ja. Mimogrede, Helen Mirren je imela komi 60 let, ko je prvič osvojila Oskarja. Ja, tako da še imam čas. Torej, več ali manj kot 60-krat si v karieri pomislila na selitev iz Slovenije? Manj. Manj? Ja, manj. Slovenija je naša lepa dežela. Ja. Ja, jaz imam rada Slovenijo. Jaz tudi rada potujem, ampak vedno sem rada domov prišla. Nisem nikoli razmišljala o tem, da bi kje v tujini delala. Kljub temu, da si v bistvu zelo popularna tudi v državah bivše Jugoslavije. Ja, ampak da bi se pa tja preselila, pa super, grem ful rada tja, ampak tudi rada grem domov. Več ali manj kot 60-krat ti je bilo na oznako seks simbol, prej neprijetno kot prijetno? Večkrat, večinoma. Okay. Čeprav to je v bistvu tak res lep kompliment, no? Ker to v bistvu več generacij... Ja, samo v 16 letih, pa kaj, no, to pa res je malo sporno, ni.
Ja, to pa res. Nisem sploh pomislila, da ti je komi bilo 16 let. Ko si začela prepevati, si bila po celi Jugoslaviji seks simbol. Ja, ljudje božji, 16 let sem bila stara, nisem pač glih razmišljala o tem, da sem zdaj nek seks simbol. Koliko je zdaj hčerka, mimogrede? 23, ja, več. Ja. No, več ali manj kot 60-krat si se pred nastopom umaknila nekam na samo, da imaš mir. Ja, večkrat, ja. Rabam tisti nek svoj, tako da malo zadiham, poleg tega, da se tudi malo upojem, pa ne bi zdaj glih morila ljudi z upevanjem, recimo. Ne. Mi. Ja, no. To si ne predstavljajo, če ljudje kako to smešno zgleda, ampak je potrebno. Ne? Mogoče za nekoga malo moteče. Ne, rabam malo miruno. Ja, ampak tudi mimo grede ta glas, tvoj čudovit glas je treba negovati in je upevanje pomembno, ne? In to, da se ne dere. Upevanje je pomembno. Upevanje je pomembno, čeprav včasih nič nismo vedeli, da se je treba upevati. Pač si šel na oder, pa si pevka, ne. En per pa na oder. Ja, recimo, ne. Zdaj pa se vseeno malo zavedajo pevci, ker vidim tudi mlade pevce, da se upevajo pred nastopi in tako naprej. Ja, res je. No, se prav. Več ali manj kot 60-krat 60 ljubezenskih pisem si prejela v času, ko si največ nastopala. Jo, to se pa ne spomnim. Ne? Mislim, pisma sem dobivala predvsem od vojakov. Takrat so fantje še imeli obvezno služenje. Mogoče ga bodo imeli spet. Ja. In vojaki so radi pisali, no. V glavnem so vojaki. Vse so tudi kakšne deklice pisale, ki so hotele kakšne autograme, pa to, ampak vojakov je bilo več. Ja, to je lepo, ne? Ja, nekje sem zasledila, da ne shranjuješ teh stvari. Ne, veš, koliko bi imela te krame že, no. Mislim, oprostite, ampak v teh letih mislim, že tako imam v kleti cele neke skladovnice nekih starih revij in plakatov in ne vem česa. Cela zakladnica je v kleti Anje Rupel. Ja. Nekoč bo to nekdo stran vrgo, veš, to je pa tako, ne. Več ali manj kot 60-krat si se počutila bolj kot prava rokerica, kot neka pridna punčka. Rock'n'rolla, divje, ali bolj pridna punčka. Sej oder je rock'n'roll, no. Ja, mislim, tudi če jazz poješ na njemu. Ja, veš, to je rock'n'roll. Večkrat. Večkrat, ok. Več ali manj kot 60-krat si se čutila, da bolj pripadaš času in ljudem Jugoslavije kot današnje Slovenije. Ne bi tako formulirala, no. Ja, seveda ta čas, ki ga zdaj živimo, bolj pripada, ne vem, moji hčeri recimo, ne. Ne, pripada nam vsem. Mislim, pripada nam vsem, ampak mogoče ga ona bolj razume neke stvari, kot jaz, ne. Z vsemi temi pač socialnimi omrežji in tako naprej, čeprav se trudim. Ampak ne morem reči, da sem nekaj strašno nostalgična po tistih jugo časih. Ja, nostalgična sem potem, da sem takrat bila pač ful mlada, da smo skozi imeli občutek, da nas čaka neka svetla prihodnost, da vse, kar še prihaja, da je super. Zdaj v bistvu mladi živijo bolj v depresivnih časih, ker zdaj jim skozi vsi razlagajo, kako bo sam še hujška, ne. To recimo, pa ne vem, fajn muska se je tudi delala, ampak se tudi zdaj se dela fajn muska, tako da nimam te neke nostalgije, no. Težko bi ti odgovorila tle. Ne, v bistvu s tem si že odgovorila, ja. Več ali manj kot 60-krat si se sprla s svojim možem, glasbenikom Alešem Klinarjem, glede. Ja, absolutno. Kaj pa glede glasbenih zadev? Tudi, ne? Tudi. Zelo velikrat. Ja, zaradi tega, ker se pravi, ima vsak nek svoj pogled in pol on vas navdušen, ne vem, prav priti v studio, sem ti naredil en komad in jaz sprem v studio in pol jaz ti poslušam in mi ni všeč in jaz tega ne znam skrit, ne, in pol jaz naredim uno faco in pol je on seveda užaljen, ne, tako kot sem jaz užaljen, če on meni spluva kakšen tekst, veš. Ja. In pol ne govoriva par dni, ne. A ja, tako? Ja. In kaj, to prav, da sem najbolj zahtevna stranka, da najbolj težim. Ja, pa se pravi, ampak moraš biti v bistvu. Po mojem glih zato, ker pač je to ostane doma, ne, oziroma sva bolj domača, si lahko več prvoščem, ne. Mogoče, če bi, ne vem, bil to nek tuj avtor, bi bila bolj prijazna. Ja, ampak ne bi bila tako iskrena. Ali pa ne. Kdo potem naredi un korak pomiritvi? Enkrat jaz, enkrat on. No, ok, lepo. Pa sta zmenjena. Ja. To pa je res Tiska ima dosti tišine. Ja.
Ti smo tisti, ki ima dovolj tihe enigme. Več ali manj kot 60krat v zadnjem letu si postala recimo sentimentalna. Glede na rojstveni dan. Manjkrat. Manjkrat, Ja, manjkrat. A je na te vplivala tako pač ta okrogla, Ja, pozitivno, ampak negativno? nisem neki zelo sentimentalna ratala, tako kot ne, ampak mislim, ja, je vplivala se, to 60 ni glih neka prijazna številka, ker začneš računati, koliko ti je še ostalo, pa ugotoviš, da ni še zdaj, a veš. Pa zdaj smo čist drugi časi. Ja, ljudje 60, živijo nova živeli 40, 200 ja, let. pa nočem živeti 200 let, ne. V resnici, zaradi tega, ker ja, tudi če bomo živeli čez 100 let, mislim, kakšno bo pa to, a veš, kvaliteta življenja, ne. Mislim, jaz bi živela recimo tako, kot moja stara mama, ki je živela do 94, ampak je do 94 živela sama, pri zdravi pameti, skuhala kosilo za celo familijo, vsak dan pospravila stanovanje, tako, a veš, ne, to podpišem, ampak, No, a veš, pol je genetika na tvoji strani. ja, bomo videli, no. Mislim, mama ni glih tako prijazno umrla, tako da, No, ja. ne bomo o tem, kaj je vse dobrega pred tabo, glede na to, da ne. Ja, jaz upam, da same lepe stvari, Ja. vsaj še 10 let recimo, Kje kakšni imaš še fajn več, koncerti, joj. kakšni fajn koncerti, še kakšen fajn komad. Sigurno. Jaz sem prepričana, ker vem, ker seva v tebe Ja, ta ke ne. energija, sploh se ne bojim. Tako da več ali manj kot 60krat si razmišljala, da bi svoj mogoče tudi kakšen opus predstavljala v državah nekdanje Jugoslavije, recimo z nekdanjimi uspešnicami, pa kombinaciji z glasbo, ki jo zdaj delaš. Dobro, ne vem, če glih več kot 60krat, mislim, da vse manj kot 60krat, ampak vsakič, ko sem, ali v Zagrebu, ali pa v Beogradu, ker sem skoraj vsako leto z Zoranom Predinom njegova gostja in pač prepevam te stare komade, se mi tako zdi, da kako bi bilo fajn, če bi me kdo poklical za kakšen prav koncert, ker ne, samostojen. Ja. Tako da, ja, ker dol še vedno so kar navdušeni. Vem. In so te koncerti z Zoranom super. Ja, to bi sigurno bilo. Jaz mislim, da bi bilo samostojni koncert. To še prihaja. Anja Rupel bo rekla, hold my beer. Zdaj, to je to. Sem prepričana. Več ali manj kot 60krat si dobila primerjavo z odrsko pojavo in predvsem fantastičnimi nogami s Tino Turner ali pa mogoče z J.Lo. V glavnem, noge so bile omenjene v moji karieri več kot 60krat. Upravičeno, no. Zdaj sicer ima kavbojke, ampak se poznamo slike in vemo. Okay. Tako da je bilo več kot 60 primerjava. več kot 60 Ti prija ta primerjava? Mislim, Laska? absolutno, oprostite, Tina Turner. Veš, mislim, ne, J.Lo mi nisem, ampak Tina Turner pa, mislim, kdo si ne bi želel take primerjave. No, super. Kraljica. Kraljica. Čista. Jaz sem vesela, da je Anja Rupel tukaj pokazala, da je tudi sama kraljica in da bo tako še naprej. Ne? Hvala lepa. Hvala za tole gostovanje v več ali manj in slišimo kmalu še kaj o tebi. Pa na kakšnem koncertu se vidimo. Ja, zmenjeno.